Hvala za besedo. Pred sabo imam študijo Wageningenske univerze glede vplivov zelenega dogovora na kmetijstvo. In v tej študiji piše, da se bodo pridelki zmanjšali pri pšenici za 15%, repici 14%, sladkorni pesi 16%, pri jabolkah 30%, zelenjavi podobno med blizu 30%. Drugo, kar imam v rokah, je tudi mnenje slovenskega ministrstva za kmetijstvo in prehrano, ki ugotavlja, da je v Sloveniji na zaščitenih površinah, kjer se ne bi smelo več uporabljati pesticidov, kar 45% njiv, 23% hmelišč, 33% vinogradov, 31% sadovnjakov, 32% oljčnikov. To so površine, kjer ne bo več možne pridelave hrane. Spoštovani kolegi iz Evropske komisije, mislim, da vam je potrebno preprečiti, da boste s kmetijstvom naredili to, kar je narejeno danes v evropski energetiki. In zato mislim, da nimate pravice uničiti 60 let skupne kmetijske politike, ogroziti ne samo kmeta, ogroziti evropskega potrošnika, kajti vidimo, da energije več ne bomo mogli plačati po takšni poti, ne bomo imeli niti dovolj hrane, niti Evropejci ne bodo mogli plačati. To je nezaslišano in to se ne sme sprejeti.